Tako, tehnične priprave so končane. Vsem najlepša hvala za potrpežljivost in zopet začnem z lepim pozdravom vsem, ki ste se udeležili današnje prve razprave ob javni objavi rezultatov raziskave TIMSS 2023. Z nami je cenjeni panel naših gostov, strokovnih partnerjev, ki nam bodo podrobneje osvetlili naše trenutne rezultate, tudi v luči rezultatov predhodnih raziskav. Imamo z nami državno sekretarko Janjo Zupančič, raziskovalko z Pedagoškega inštituta Barbaro Japelj, koordinatorko raziskave TIMSS, profesor doktorja Gregorja Torkarja z Pedagoške fakultete, gospod magister Andrejo Bačnik z Zavoda za šolstvo in gospod magister Mojco Suban z Zavoda za šolstvo. Podrobneje jih bom predstavila še kasneje, ko začnemo z razpravo. Začnemo pa z nekoliko podrobnejšo predstavitvijo rezultatov raziskave, ki jih bo predstavila Barbara Japelj z dr. Alenko Lipovec z Pedagoške fakultete v Mariboru. Tako da lepo prosim, Barbara, izvoli. Dober dan, pozdravljeni ponovno tudi na tem strokovnem srečanju. Danes razkrivamo rezultate 4-letnega dela na študiji, ki smo jo opravili tudi v Sloveniji. Kako smo zadevo naredili na 150 šolah, ki so zelo prijazno sodelovali z nami, smo zajeli 4700 učencev v preizkus znanja, ki je bil popolnoma računalniški. Njihovih 260 razrednih učiteljev in ravnatelje šol. Vsi so vrnili vprašalnike o stališčih in pogojih poučevanja. Starši so tudi zelo dobro sodelovali, dobili smo nazaj čez 4000 izpolnjenih vprašalnikov o pogojih, ki jih imajo otroci doma, o tem, kako so se učili preden so šli v šolo in kako jim pomagajo starši pri delu za šolo doma. Učenci so bili stari 10 let, kar je popolnoma po definiciji vzorca in so bili v 4. razredu v naši državi. Stratificiran vzorec je bil po velikosti šol, tako da smo zajeli enakomerno velike in male šole in delno smo upoštevali tudi regijsko pokritost, tako da ne izstopa nobena regija z manjšo udeležbo. Izmenjava vseh informacij v raziskavi je bila anonimna, tako da ste lahko, ne bojo prišli nobeni posamični informacije o imenih ali osebnih podatkov ven. Učenci so reševali naloge na naših prenosnih računalnikih, ki smo jih prinesli na šolo izvajalci, ali na šolskih. Pogosteje so na naših, ker so šolski niso bili ustrezno posodobljeni in primerni in jih ni bilo dovolj za cel razred. Potem pri izvedbi so bili prisotni učitelji, da so dobili izkušnjo reševanja preizkusa na računalnike, ki je bila pozitivna in se mi zdi, da jim je bilo to všeč. Otroci s posebnimi potrebami so sodelovali, če so šole presodile oziroma če so bili v rednem programu za doseganje minimalnih standardov, če tega niso, če so bili v dodatnih programih, pa so bili izključeni. So pa dobili preizkus za reševati in se veseliti z celim razredom, smo pa kasneje podatke izključili. Rezultati raziskave so primerljive z lestvice znanja, po posameznih področjih, po kognitivnih ravneh in veliko stališčnih kazalnikov z vseh 3 ravni, z šolske, učiteljske in stališča učencev. Vsi podatki se preračunajo na delež otrok, ki imajo odraslega, ki je neko stališče izrazil, ker so vzorec so učenci, ne učitelji ali ravnatelji. V primerjavah znanja se pokaže, da je Slovenija dosegla približno sredino razporeditve med državami, v matematiki 514 točk, kar je nad mednarodnim povprečjem. Podobna je državam, tukaj le mogoče lažje si pogledate, s katerimi državami se rezultati statistično ne razlikujejo. Srbijo, Belgijo, Madžarsko, Portugalsko, Združenimi državami Amerike, Ciprom, Slovaško, Italijo, Armenijo in Albanijo. Boljše države so seveda Daljni vzhod, ki so spet naredile velik skok in so izrazito boljše od ostalih, pa tudi skandinavske, tudi Litva in Latvija, pa tudi Nemčija, Avstralija, seveda pa Irska in
pa tudi Romunija, ne. Nekatere države so presenetljivo boljše od Slovenije. Slabše od Slovenije pa sta Španija in Francija. Francija je bila slabša že leta 2015 in so takrat že zagnali alarm. Tokrat so slabše tudi Črna Gora, Severna Makedonija, Kosovo in Bosna. Pri naravoslovju je stanje boljše. Slovenski dosežki so malo više na razporeditvi vseh držav po dosežkih in so dosegli 526 točk, kar je nad mednarodnim povprečjem. Slovenija je podobna bolj podobnim državam, a ne? Torej Švedski, Irski, Norveški, tudi Bolgariji, Romuniji, Češki, pa tudi Latviji. Ne? Latvija je bila pri matematiki višje, tukaj je ob Sloveniji, pa Nizozemski, Slovaški, Kanadi, Danski in Novi Zelandiji. In pustili smo za seboj kar nekaj tudi drugih evropskih držav. Seveda pa še vedno so najboljši daljnovzhodne države in tudi Finska. Če pogledamo razporeditev in primerjavo držav po obeh dosežkih, ki sta sicer lestvici nista neposredno primerljivi po številu točk, ampak lahko gledamo po razdelitev, vidimo, da nekatere države izrazito imajo boljši naravoslovni dosežek, nekatere pa matematični, ne gre eno z drugim enakomerno. Slovenija med tistimi, kakor je bila že leta 2015, ki ima naravoslovni dosežek višji od matematičnega. Trendi pa kažejo padec Slovenije za 6 točk v matematiki in padec pri naravoslovju za 17 točk. Če vidite, da je iz leta 11 do leta 15 pri naravoslovju bil izrazit skok, ki smo ga bili vsi zelo veseli, smo ga zdaj spet pridelali nazaj kot tobogan padec. Pri matematiki je padec manj izrazit, ampak oba rezultata sta trenutno na ravni rezultatov iz leta 11. Trendi v drugih državah kažejo, da ni enotnega pravila, kaj se je zgodilo. V nekaterih državah so šli rezultati gor, ne glede na epidemijo COVID-a, po nekaterih državah pa so tudi padli. Opozarjamo tukaj na situacijo na Finskem, kjer so rezultati padli, čeprav so še vedno nad našimi rezultati po dosežkih, ampak padajo. Torej, pozornost je treba biti, da kakšen zgled nam je lahko Finska, ne? Švedska in Anglija pa sta dober zgled držav, kjer so rezultati rasli. Nekaj tudi razlogov, zakaj so rasli. Tukaj imajo podporo na državni ravni k spodbujanju izobraževanja in višjim dosežkom, tako na Švedskem in v Angliji, kar bojo tudi sami v svojih poročilih povedali. Razlike med spoloma kažejo zanimivo sliko pri nas. Pri matematiki so v resnici padec dosežka pobrale deklice. Dečki niti niso statistično različni od svojega rezultata iz leta 2015 in tokrat je rezultat med obima spoloma pri matematiki statistično pomemben in različen in izrazit. Pri naravoslovju se je ohranila razlika med spoloma od leta 2015 in so padli obojni približno enakomerno enako. V svetu je vse več držav, ki opazujejo dosežke pri matematiki, da se vedno bolj razlikujejo po spolih v prid dečkom. Trendi v doseganju ravni posameznega znanja kažejo na to, da so pri naravoslovju so trendi majčkeno nadpovprečni, torej mejnike znanja je doseglo več učencev pri nas, kot je mednarodno povprečje. Tukaj opozarjamo na povsem skupaj dober rezultat, da je 95% učencev preseglo vsaj prvi mejnik, torej doseglo vsaj nižje znanje, niso ostali zunaj. V mednarodnem merilu jih je 10% ostalo zunaj. Se pa mejniki razlikujejo po tem, kakšno znanje se od otrok pričakuje in najvišje znanje pomeni popolnoma samostojno tudi raziskovalne spretnosti in samostojno odločanje in izbiranje postopkov za rešitve do najbolj osnovnega minimalnega standarda znanja, ko znajo opazovati in poznajo nekaj dejstev. Trendi pokažejo, da se je tudi delež doseganja mejnikov znanja v Sloveniji zelo zmanjšal pri naravoslovju in je padel na stanje iz leta 11. Zdaj pa več o matematiki. Tole bomo še povedali o naravoslovju, kako so padle vsebinske in kognitivne ravni znanja za razliko od
leta 15 se je večja razlika pokazala v kognitivnih ravneh pri naravoslovju in sklepanje je najšibkejše. Najboljša je uporaba znanja in poznavanje dejstev na sredi, pri čemer so pri vsebinah pa izstopajo neživa narava v 4. razredu kot močnejše področje, ki ga znajo otroci, in vede o zemlji kot šibkejše področje. O matematiki pa zdaj... Samo bom preklopila, veš? Ja, boš se preklopila nazaj. Ja, no. Lepo pozdravljeni. Zdaj, moje ime je Alenka Lipovec in sodelujem z Teamsom že dolga leta, za kar sem zelo hvaležna Barbari in tudi ostalim iz Pedagoškega inštituta, zato ker se mi pa zdi res to ena taka velika raziskava, ki bi morali jo vzeti morda malo bolj resno, kot pa jo kdaj jemljemo. Jaz vem, da je to že 4. raziskava, kjer vse stvari padajo in zdaj bomo rekli, zato ker ne znajo brati, ko bomo popravili branje, bomo popravili vse. Stvari običajno niso tako zelo preproste. Jaz sem si lahko izbrala 3 stvari, o katerih bom govorila, tako malo kot 3 dobri možje, sem se malo bojim, da bodo bolj parkli kot pa Miklavži. Prva stvar je zares lepa, kako nastajajo Teams naloge. Z kolegom sva oba lahko sodelovala pri nastajanju nalog, pa bom na hitro povedala, kako nastajajo, in potem še nekaj o kognitivnih ravneh, pa mejnikih znanja pri matematiki. In pa o priložnostih, ki jih imajo naši učenci za učenje matematike. Ja. In to noče iti naprej. Daj probaj. Noče iti. Daj. Ja, če pa tam tako kaže, vidiš. Torej, zdaj bo Barbara meni naredila tehniko o sestavljanju nalog. Naloge za tem smo začeli sestavljati leta 2021. Eto, kaj si naredila? Do tega? Ja, okej. In sicer smo jih sestavljali 3 popoldneve v mednarodnih skupinah. To je bil čas covida in po Zoomu smo se dobili za mene Slovenci, Čehi, Italijani, Rusi, Srbi, Švedi, Bolgari in Španci in smo sestavljali naloge na določeno vsebino in potem so te naloge šle naprej v pregled ekspertom in strašno sem ponosna, da je bila ena moja naloga tudi izbrana, podobno iz kolega iz naravoslovja, ampak ne ene, ne druge ne smeva pokazati, zato ker je pač zaradi trendov še zavarovana in zato sem se odločila, da vam pokažem pa eno drugo nalogo. Ne bom je pokazala. Kom si kliknila? Na miš. A ja, na miš. Ja, to moja miš tudi ne dela. Kaj sem kliknila, pa je šlo naprej. Okej, no mogoče se bom naučila do zadnje prosojnice, kam klikniti, ne? Bo več tu ostala pametno. Torej, to je naloga, kjer so bili naši učenci boljši kot mednarodno povprečje in sicer za 8% boljši. Mi imamo kar nekaj nalog, kjer so bili učenci tudi do 18% boljši, ampak žal jih vseeno ni tako zelo dosti, pa tudi naloge so kar nižjih taksonomskih ravni. Zdaj, če si pogledamo nalog, je to taka sredinska naloga. Mejnik srednjega znanja, področje podatkov, uporaba znanja. Ampak naloga čisto preprosta pa ni. Izpolniti je bilo treba tole tabelo na osnovi navodil, ki so zapisana spodaj. Besedila je vseeno, zdaj za četrtošolce morda kar nekaj, ni čisto preprosto in tukaj so bili naši učenci kar dobri. In zdaj tam, kjer pa stvari morda niso, zdaj smo našli pravi gumb, kjer pa morda stvari niso tako dobre, ne? Če pogledamo najprej vsebine, vidimo padec na vsebinah razen na številih, izrazit padec pri geometriji, izrazit padec pri podatkih in verjetnosti. Veseli smo, da smo lahko malo dvignili števila, ki so leta 2015 bila morda nižje, ampak to ni zdaj tako dobro, da je šlo na račun ostalih 2 področij. Ampak kljub temu, tu so vse vsebine še nekje okrog povprečja. Tisto, kar se pa meni osebno zdi zaskrbljujoče, so pa kognitivna področja, kjer smo pa na sklepanju izrazito padli. In zdaj vemo, da si tega, da bi učenci znali sklepati pa razmišljati, zares zelo želimo, zato bi verjetno bilo treba te podatke dosti bolj podrobno še pogledati, pa tudi neke resne ukrepe
kaj bomo zdaj v zvezi s tem naredili. Podobno kot pri naravoslovju, ampak slabše, so dosegani mejniki znanja pri matematiki. Torej smo pa, za razliko od naravoslovja, pod mednarodnim povprečjem, torej višje mejnike znanja dosega manjši delež in glede na prejšnja leta, kot vidite, smo tudi tukaj padli nekako spet na leto 2011, ko smo 2015 bili pa malo boljši. Zdaj, če preberemo opise zgornjih dveh mejnikov znanja, vidimo, da oba mejnika znanja vsebujeta neke vrste povezovanje. Pri matematiki to dostikrat interpretiramo kot razumevanje. Mi si seveda želimo, da bi matematiko tudi četrtošolci razumeli, ne pa samo znali računske operacije izvajati. In zdaj nazadnje še priložnosti za učenje. Zdaj že vsa leta se ve, da nekatere vsebine, ki pač jih Teams preverja, v Sloveniji v učnem načrtu pač ne učimo. Teh vsebin je kar precej, izstopajo decimalke, ulomki, pri geometriji, koti, ploščine. In tu so pač seveda naši učenci v bistveno slabšem položaju kot kateri drugi učenci, posebej se to vidi na geometriji. In zato tudi pri tisti nalogi prej naši učenci niso imeli prave možnosti, da bi lahko primerjali kot s pravim kotom in je zato pravilno rešilo nalogo tretjina, v povprečju pa polovica učencev. Zdaj trenutno gre že proti koncu prenova učnih načrtov in nekatere te vsebine, ki so znane že iz prejšnjih Teamsov, so že obračunane, čisto vsega pa tudi ne moremo vključiti, zato ker ima pač vsak sistem svojo specifiko in tako zelo preprosto to ne gre. Razen tega je to samo del odgovora. Jaz bi rada poudarila, da je zelo težko povedati en odgovor, zakaj se je karkoli zgodilo na tak kompleksni raziskavi, kot je Teams. Če bi nas preverjali na naših vsebinah, bi se mi dvignili samo za 2 mesti. Ali pa vsaj za 2 mesti, kakorkoli pogledamo. Treba bo tudi druge faktorje pogledati, zakaj smo šli res na sklepanju dol, kaj se dogaja z drugimi vsebinami. Ampak če ostanemo pri teh priložnostih za učenje, na kar imamo trenutno kot država dosti velik vpliv, ker trenutno prenavljamo učne načrte, pa lahko določamo. Takrat, ko se pogovarjamo o tem, da bomo kako vsebino spustili dol, je to vedno taka težka tema. In po eni strani zaradi tega, ker učitelji sporočajo, da so učni načrti preobremenjeni, psihologi sporočajo, kakšne težave imajo učenci v šoli, ampak tukaj imam pa pravzaprav dobre novice. V okviru Teamsa so učitelji, 2/3 učiteljev zaznava, da učni načrt za matematiko v 4. razredu ni prezahteven. In tudi 60% učiteljev govori o tem, da so zaradi učencev, ki imajo težave, prikrajšani učenci, ki bi lahko dosegali višja znanja. Izbrala sem tudi en komentar od učitelja, ali pa učiteljice, ki je dejala, dvignila bi minimalne standarde pri matematiki za začetek. Torej, imamo neka področja, kjer lahko delamo, kjer lahko ukrepamo, ampak najprej se kot država moramo odločiti, da bomo to zares naredili in da se ne bomo zadovoljili z nekimi poenostavljenimi odgovori na, kaj je pokazal Teams, kaj je pokazal ICILS, kaj so pokazale vse te raziskave. Hvala. Zdaj pa Barbara, dalje. Kje pa smo? Teams je tokrat prvič izmeril tudi znanje za trajnostni razvoj, ki postaja pomembna tema posebej v evropskem prostoru. Posebne naloge so bile oddeljene in združene v lestvico znanja za ohranjanje okolja. Izkazala za Slovenija približno enako vredna po rezultatih kot v skupnem naravoslovnem dosežku. Dosegli smo 520 točk in smo podobni državam, ki so pobarvane tukaj rdeče. Plus še 20 držav je bilo z rezultati nižjimi od naših. Tukaj bi radi povedali, da se določene stvari pri nas v kurikulu tudi ne učijo iz tega področja, posebej viri in trajnostni uporaba zemeljskih virov, ne.
energija še ni obdelana v 4. razredu, zato so imeli otroci precej težav s temi nalogami. Pokaže se pa, da so stališča otrok niso najvišja. Tisti odstotek učencev, ki so zelo cenili ki so izrazili, da zelo cenijo ohranjanje okolja in okoljsko znanje, jih je 57% in so nekako tudi na polovici lestvice. Ne moremo reči, da potem slovenski učenci kakorkoli bolj izstopajo, ker imamo zeleno državo in kaj takega. Druge vprašanja, ki so bila, so navedena na levi strani, so bile klasična lestvica stališč do okolja. Kakšno je učno okolje na šolah, ki zanima pač vse, ki se ukvarjajo z razvojem izobraževanja. Imamo šole z malo težavami, v povprečju je samo 8% učencev na šolah, ki so poročale o tem, da imajo velike disciplinske težave, pa še te šole po dosežkih ne zaostajajo za drugimi, torej celo tukaj so malo v prednosti, kar pomeni, da zelo skrbijo za to. Je pa to vprašanje bilo postavljeno ravnateljem in je njihova ocena težav. Dopuščamo seveda, da so bolj zaskrbljeni ravnatelji tudi bolj pozorni do dosežkov otrok. Slabši rezultat so nam sporočili učitelji, ki pa so po svojih stališčih o tem, ali živijo na urejeni in varni šoli, skoraj na dnu lestvice. Slabše poprečno stališče na tem, poprečno vrednost na kazalcu varnih in urejenih šol, po mnenju učiteljev, ima samo še Japonska. Učitelji so slabo ocenili vedenje učencev, rekli so, da se ne vedejo lepo. Čeprav v absolutnem smislu jih je veliko reklo, da se strinjajo s tem, da se vedejo lepo, ampak v mednarodni primerjavi so pa ti deleži najnižji skoraj. Izrazili so tudi dvom v to, da imajo šole jasna pravila o ravnanju učencev in da se ta pravila sistematično izvajajo pravično in dosledno. Če pogledamo potem podatek naslednji, ki je tudi malo nezaželjen, podpora šole pri doseganju akademske uspešnosti, je kazalec mnenja ravnateljev o tem, kako visoko so določeni elementi na šoli, kako jih ocenjuje in potem se naša država umešča precej bolj na zadnjo četrtino lestvice. Je dosegla podpovprečni dosežek na kazalcu. Kaj je v ozadju tega kazalca, zakaj je ta dosežek tako nizek? Izkaže se, da so ravnatelji kritični do staršev, do učencev in do učiteljev, najbolj pa do staršev, da starši v majhni meri zagotovijo podporo otrokom, da bi bili pripravljeni na učenje in da bi se učili. Seveda je večja podpora učenčevim dosežkom, torej pričakovanja staršev do dosežkov otrok so še vedno visoka, ampak pripravljenost na pomoč, da se otroke pripravi na učenje, je pa nizka. Druga področje je, da so ravnatelji ocenjujejo tudi, da učenci, sposobnost učencev in učencev, da dosegajo šolske izobraževanje cilje, je nižja kot drugje po državah in spoštovanje svojih vrstnikov, ki dosegajo visoko znanje. Torej, te podatki kažejo na vrednotenje znanja v naši družbi. To so mnenja ravnateljev, ne pač absolutno zmerjeni dogodki. Bolj absolutna številka pa je ta, koliko imamo pri nas v celem letu pouka. Število ur pouka v celoti v 4. razredu je med najnižjimi na svetu. Za nami sta še Finska in Latvija. Če preračunamo ure iz 60 minut, kako je bilo vprašano v Teamsu in če boste gledali poročila, boste opazili, je pri nas znese 1000 ur šolskih ur pouka na leto. In če preračunamo, koliko je to dni pouka v drugih državah več, vidimo, katere države so pred nami. Recimo Anglija ima kar 82 dni pouka več na leto. Vemo že, da število dni pouka in obseg pouka ni neposredno povezan z višjimi dosežki, ampak deloma pa se to sklada s tem, da naši učitelji se pritožujejo, da imajo premalo časa pri pouku za vse stvari, ki bi jih radi naredili, in nekako je treba to
ta podatek je treba še proučiti in upoštevati pri prenovi, po mojem. Kako se učenci, ki se niso učili pouka vsebin, kot smo videli pri matematiki, je bilo teh vsebin celo morje, pri naravoslovjih je bilo manj in so bile bolj ugrajene v posamezne večje koncepte. Določenih vsebin iz določenega koncepta se niso učili, naprimer ne učijo se prehranjevalnih verig pri živi naravi, ne učijo se zemlje v gibanju, vede o zemlji so šibkejše in tako naprej. V glavnem izkaže se, da so učenci pri živi naravi zaostali za mednarodnim povprečjem pri poučevanih vsebinah, pri neživi naravi so jih pa presegli, kakor kažejo tudi rezultati, ki kažejo, da je neživi narava močna točka naravoslovnega znanja naših otrok. Česa se učenci ne učijo pri naravoslovju, pri matematiki smo že videli. Tukaj so deleži učencev, ki se še niso učili ali se niso učili posameznih vsebin, ki so skladne z podatki, ki jih imamo iz nacionalnega kurikula, kar ni poučevano. So pa to vsebine, ki so bile pričakovane v TIMSS preizkusu in so nekako skladno se poučujejo v večini držav, večini učencev, kako so pokazali na prve kurikularne analize, preden so se sestavili izhodišča za merjenje znanja te raziskave. Kaj bi se zgodilo, če bi Slovenci na slovenskem izboru naravoslovnih nalog, če izločimo naloge, ki se pri nas ne učijo in ohranimo samo tiste, ki so del kurikula, bi Slovenija dosegla 530 točk, malo več, kot je bilo prej, in bi se mičkeno pomaknila, ampak tudi veliko drugih držav oziroma vse bi dosegle višje znanje na slovenskem izboru nalog. Imamo podatke za vse države, torej za vsako državo, kaj bi izločila, koliko je dosegla na svojem izboru nalog in koliko so dosegle vse druge države na tem izboru otroka. Tako da lahko pogledamo in primerjamo kurikule, kar bo pač predmet nadaljnjih študij. To, kar smo že pokazali tudi na tiskovni konferenci, je, da se je zanimivo pokazalo tudi v mednarodnem merilu, da več poskusov pri pouku, več eksperimentiranja ne vodi neposredno v večje dosežke pri naravoslovju, da je potrebno še nekaj zraven in malo več pozornosti. To je sicer že rezultat, ki smo ga imeli že iz leta 11, za leto 7. Pri nas se je to ves čas izkazovalo, da če veliko eksperimentirajo, ni nujno, da naredijo tudi teoretični kos. In to se izrazito pokaže iz odgovorov učiteljev o tem, čemu dajejo največ poudarka, ko učijo naravoslovno raziskovanje ali preiskovanje, kako bomo uskladili terminologijo, pa bomo se zmenili, kaj rečemo. Torej, samo 13% otrok pri nas ima učitelje, ki so rekli, da poudarijo uporabo znanstvenega koncepta za razlago opazovanega pojava. V Angliji je takih 70%. Pravi, zelo velike razlike so v pristopih k poučevanju naravoslovnega raziskovanja in eksperimentiranja. In tukaj je gotovo pomembno gledati nekaj primerljivih zglednih držav, kako to rešujejo in kaj v resnici počnejo. Kaj se dogaja še v razredih? Otroci so navedli, kaj se dogaja in kako pogosto je moteče vedenje. To je seveda zelo veliko zanimanje žanje tudi med mednarodnem merilu. Pri nas se pokaže, da je največ otrok reklo, da jih mora učiteljica dolgo čakati, da učenci in učenke potihnejo. 36% otrok pri matematiki in 30% pri naravoslovju je kar precej, to je tretjina. Otrok čaka, da se lahko pouk začne, kar je škoda časa, se mi zdi. Pri matematiki 10% učencev poroča, da ni neustreznega vedenja, da ga ne opazijo, in 20% učencev poroča, da je pri vsaki uri matematike. Pri naravoslovju sta ta odstotka podobna, malo več, da ni neustreznega vedenja in približno enako, da ga je pri vsaki uri. Kaj se dogaja za stališči učencev? Spet so padla, posebej naklonjenost do učenja je padlo pri obeh in je podpovprečno. Samozavest je povprečna, samozavest upošteva tudi otrokovo oceno svojega dosežka pri predmetu, tako da tisti, ki so dobri, rečejo, da so dobri, in je povprečna. Ni
bila je nekoč davno že zelo, zelo visoka, zdaj je padla na povprečje mednarodno. Naklonjenost do učenja je pa padla ponovno. Opozarjam, da je naklonjenost do učenja naravoslovja in do matematike od leta 15 preko leta 19 majčkeno spremenjena lestvica. Dve postavki so vrgli ven, ki sta bili negativni, tako da so olajšali tudi reševanje in odgovarjanje otrokom. In je treba pač pogledati posamezne elemente te lestvice, ko primerjamo trende. In ti trendi pokažejo, da se je premaknil delež otrok, ki so se zelo strinjali z izjavami, v tiste, ki se samo delno strinjajo, in da je v povprečku najbolj padlo stališče do tega, da se pri matematiki učimo veliko zanimivega. Torej, učencem se zdi matematika še manj zanimiva, kot je bila leta 15, in še več si jih želi, da se sploh ne bi bilo jim treba učiti matematike. Ne? Obenem so neskončno uživali, ko so pisali naš test. Ne? Tako da motivacija otrok je še vedno možna, ampak gotovo je treba mogoče izumeti kakšen drug pristop, kot ga je trenutna matematika zmožna otrokom nuditi pri pouku. Vse te elemente bomo seveda še natančno pogledali in kaj bomo naredili kasneje. Potem imamo pa podatek o tem, kaj otroci menijo o svojih digitalnih spretnostih. Ta test je bil popolnoma na računalnik. Malo smo se bali, kako bo, ampak je šlo zelo dobro. Otroci so se znašli, saj s tehniko ekranov in to vse zelo super. Sami so znali tudi pospraviti, zaključiti aplikacijo. Ni jim bilo težko. V samem računalniškem preizkusu so morali šibati miško okrog, pisati na tipkovnico, recimo merilo obračati okrog in meriti določene stvari po ekranu, uporabljati kalkulator, vse jim je šlo, ne? Do ulomkov, tistega niso znali, ampak to jim je šlo. In ko smo jih vprašali, kako se počutijo digitalno spretne, so sporočili, da približno v mednarodnem povprečju. In zanimivo, za razliko od mednarodnega povprečja pri nas, ta njihova ocena ni povezana z znanjem, niti matematike, niti naravoslovja. V svetu je izrazito povezana z višjo spretnost, z višjim znanjem. Potem imamo pa malo neljube podatke o tem, koliko starši pomagajo otrokom pri šoli za šolsko delo. Izkaže se, da ogromno. Vsak dan ali 3 do 4krat na teden pomaga več kot polovica staršev, oziroma polovica otrok je deležna pomoči staršev, to pomeni redno vsakodnevno pomoč. In te dosežki teh otrok so seveda nižji, kot so dosežki otrok, ki jim te pomoči ni treba izkoristiti, ne? Jo ne dobijo ali jo verjetno ne potrebujejo. Problem je, da je vrsta pomoči, ki so jo starši navedli, obsega tudi 80% staršev, ki redno razlagajo učno snov otrokom doma. In to se meni zdi za naš šolski sistem slab podatek. Ne? Seveda tudi pogledajo, če je narejena domača naloga, ampak ogromno jih pa tudi preveri, ali je pravilna domača naloga. Ne? Kar bi po mojem moralo biti bolj v domeni šole, ne pa doma. Predvsem pa ne bi smela biti to dolžnost staršev za otroke. Kako se pokaže socialno-ekonomski status? Seveda to vedno pogledamo. Je povezan z dosežki in nizki status pomeni nižje dosežke otrok. Tukaj se izkaže, da je pri nas otrok z nizkim socialno-ekonomskim statusom 8%, kar je 3krat manj, kot je mednarodno povprečje. Tega se moramo zavedati, ne, ko govorimo o tem. Je pa nizek socialno-ekonomski status, opisujejo, je malo knjig doma, malo otroških knjig doma, nizka izobrazba staršev, to se pravi samo srednješolska izobrazba in poklic staršev, ki ni neko strokovni položaj ali položaj strokovnjaka ali delo strokovnjaka, ne, v obeh staršev. To je opis družine z nizkim socialno-ekonomskim statusom. Seveda otrok in staršev v tej obdobju ne moremo spraševati po finančnih virih preživetja in drugih stvareh, ne, to se razume. In moramo izumiti sistem, kako pridobimo ta status na drug način. In zdaj še na brzino, ne, kje vse imate mednarodne objave, bodite pozorni.
Tudi Teams prehaja na sistem, da bojo s časoma izdali še dodatne tematska poročila, ki bodo redno objavljena. Teams ima zelo bogato spletno stran, spletišče, kjer so vsi rezultati, podatki in odgovori, potem pa tudi vsi drugačni sporedni dokumenti, kjer se lahko naučimo tudi, kako so nastale naloge, posamične značilnosti nalog, to bo mogoče za strokovnjake pomembno, kjer so bile njihova težavnost in procenti reševanja po državah. Imamo tudi vse odgovore vseh staršev, vseh otrok, vseh ravnateljev, vseh po posameznih državah primerljivo. Vse si lahko pogledate in raziskujete, kaj je. Napisali smo knjigico, ki bo mogoče olajšanje v hitri pregled podatkov. Seveda pa obstaja še mnogo stvari, ki jih nismo tukaj pokazali in so pomembne, pa jih bomo še kasneje, Veliko imamo tudi podatkov o tem, kaj otroci znajo, ko vstopijo v šolo, kjer ravnatelji ocenjujejo, da znajo malo, pa starši ocenjujejo v mednarodnem povprečju, da znajo malo, v resnici pa znajo veliko več, kot pričakuje kurikulum prvega razreda. Torej, večina otrok zna računati, pozna številke do 10, šteje do 20, do 100 in tako naprej. Torej, mnogo več, kot pričakuje kurikulum prvega razreda. Čeprav je to v mednarodnem merilu še vedno nizki rezultat, je pa za naše razmere pomembno vedeti, s čim štartajo otroci, ko grejo v prvi razred in kako ravnatelji to. Zaznavanje znanja in stališč je pri nas še vedno nizko. Hvala Barbari Jampelj za to podrobno predstavitev, ker izvoli Barbara za omizje. Se pravi, rezultate smo pravkar slišali, objavljeni so bili tudi na mednarodni ravni, danes ob 10. uri, ko je Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje imelo novinarsko konferenco. Zato imamo mi tole razpravo z strokovnimi partnerji, ki smo jih povabili za naš panel danes, zdaj ob 11. uri. In kot prvo razpravljalko k besedi vabim državno sekretarko Janjo Zupančič z Ministrstva za vzgojo in izobraževanje za prvi pogled in poudarke ter komentarje. Hvala lepa za besedo in lep pozdrav vsem. Najprej bi se želela zahvaliti Pedagoškemu inštitutu za izvedeno delo. Zahvalo šolam, ravnateljem, koordinatorjem, učencem in pa staršem, ki so sodelovali v raziskavi. In pa seveda pohvala tudi dr. Lipovčevi in dr. Torkarju za uvrščeni nalogi v nabor, kar že potrjuje, da naše znanje veliko šteje. In tako, ja, pravzaprav ti rezultati jih lahko ocenjujemo z različnih zornih kotov, upoštevajoč kontekst, v katerem delujemo in v katerem se šolajo naši učenci. Lahko bi rekli, da če primerjamo te dosežke, kar je bilo zdaj na koncu omenjeno, koliko snovi ali pa bom rekla učnih ciljev se pojavlja v učnih načrtih pozneje, do 4. razreda, bi lahko rekli, da so učenci odlično se odrezali na tej raziskavi. Nam pa to seveda lahko tudi ponuja razmislek ravno v tem pravem času, ko poteka kurikularna prenova. Pa vendar tudi tukaj je pomembno vedeti, da mednarodna raziskava ne more biti izhodišče za prenovo učnih načrtov, da je tukaj pomembno upoštevati celoten nacionalni kontekst. Pa vendar raziskava nakazuje na zelo različne vidike, ki jih velja upoštevati. Tukaj bi mogoče izpostavila, da je v tem letu bil sprejet zakon o osnovni šoli, kjer je poleg ostalega se uvaja prenovljeni koncept razširjenega programa, ki pomembno dopolnjuje obvezni program, kar je bilo v raziskavi izpostavljeno kot obseg ur pouka, da je ta del programa zelo pomemben, da tukaj pomembni so tudi motivacijski vidiki, tukaj ni potrebno ocenjevati učenčevega znanja, razvijajo se učenčeve sposobnosti, spretnosti, talenti in interesi, imajo možnost pridobiti učno pomoč in podporo učiteljev in na ta način se komplementarno dopolnjujeta in vplivata drug na drugega, podpirata učenca, da bi bili bolj motivirani in da bi našli svoje mesto v šoli.
Poleg teh mednarodnih raziskav pa je pomembno imeti v mislih, da imamo tudi močno nacionalno orodje, to je nacionalno preverjanje znanja, ki ga tudi z zakonom v osnovni šoli v 3. razred uvajamo v vse šole sistemsko. In tudi ti podatki nacionalnega preverjanja znanja učencev v 3. razredu so pomembna povratna informacija šolam, učiteljem, kako načrtovati delo, na katerih področjih so šole v kontekstih, v katerih delujejo uspešne, na katerem področju je potrebno mogoče razmišljati o nekih razboljšavah, reflektirati svoje delo in se navezati s tem na samo evalvacijo šole. Pomembno tukaj bi, da izpostavim, je pa tudi aktivnosti, vključno z projektom varnega in spodbudnega učnega okolja, ker je pomembno, da otroci dosegajo visoke akademske dosežke, pa želimo tudi, da so kot osebnosti zdravi. Tudi tukaj je v razširjenem programu pomembno izpostavljeno duševno in telesno zdravje otrok. Če gremo še globje, ta raziskava je bila izvedena, so jo upravljali četrtošolci, ki so bili del 1. razreda in 2. vključeni v izobraževanje na daljavo, ko je bilo obdobje pandemije. In če primerjamo še z letom 2015, ko je bila zadnja raziskava in ta, lahko rečemo, da se nam je struktura učencev na nacionalni ravni spremenila. Se pravi, imamo približno 2% učencev Romov, naraslo nam je število učencev s posebnimi potrebami, ki jih je zdaj 9%, imamo 9% učencev priseljencev in da je tudi to pomemben vidik z nacionalnega konteksta, ki tukaj recimo ni bil vključen, ki ga moramo nekako imeti v mislih in se na njega ozirati, ko interpretiramo podatke. Bi pa rekla, da zagotovo nam raziskava daje veliko razmisleka v smeri, kako bodo didaktična priporočila, ki jih pripravljajo predmetne kurikularne komisije v sklopu prenove sistema vzgoje in izobraževanja, lahko razmišljale o tem, kako pomembno je naslavljati aktivno vlogo učencev, kako nagovarjati pouk, ki bo vključeval tudi naloge na višjih taksonomskih ravneh, kakšna bo ta kakovostna vsakodnevna poučevalna praksa. Na drugi strani pa seveda tudi nek pogum, neko sposobnost, da se soočimo z težjimi izzivi, da vztrajamo, da učence navajamo na to, da so samostojni. Se pravi, tukaj priložnosti imamo, da okrepimo veselje do učenja, zavzetost pri učenju in poučevanju, pripadnost šoli, prizadevanje šole za višjo akademsko uspešnost učencev, seveda v ravnovesju tudi z psihično dobrobitjo otrok. Tukaj mislim, da so pa polja, kjer velja še veliko razmišljati. Ne nazadnje pa se soočamo tudi z velikim pomanjkanjem učiteljev. In v duhu trenutnih razmer je naš veliki izziv tudi zagotavljati in ustrezno izvajati ukrepe za ustrezno zagotavljanje potrebnih učiteljev, pa hkrati z zagotavljanjem uspešnega, kakovostnega delovanja vzgojno-učnega procesa. Mogoče pa še potem kaj. Hvala lepa. Najlepša hvala državni sekretarki. Povabili smo k razpravi dve sodelavki Zavoda za šolstvo, ki sodelujeta v procesu prenove učnih načrtov. Dogovorili smo se, da najprej k besedi povabim magister Mojco Suban, ki je vodja koordinatorka predmetne skupine za matematiko in koordinatorka komisije za prenovo učnih načrtov za matematiko. Izvolite k besedi. Hvala lepa za besedo. Hvala lepa za besedo in seveda hvala lepa za predstavitev rezultatov raziskave. Torej, po 9 letih ponovno po TIMSS-u 2015 dobimo en svež pogled v, če se temu tako lahko reče, matematično pokrajino in poučevanje matematike v naši državi. Ta pogled seveda kaže, da smo torej z znanjem naše matematike pravzaprav nekako relativno stabilni, še vedno nad povprečjem, pa vendarle
rezultati seveda ponujajo zelo veliko razmislekov, izzivov, ki jih je potrebno nekako nasloviti. Pa morda za začetek izpostavim nekaj teh izzivov, ki so bili danes tudi že izpostavljeni. Najprej pa seveda v luči prenove učnih načrtov, torej vsebinska pokritost. Torej v 4. razredu nekako se naš učni načrt seveda razlikuje od vsebin, ki se nekako preverjajo v raziskavi TIMSS. V komisiji, ki pripravlja in intenzivno, bom rekla, zapisuje predloge in cilje ter standarde znanja v prenovljenem učnem načrtu za matematiko, smo se z vsemi temi razlikami temeljito seznanili, temeljito preštudirali, kateri so ti manjki oziroma katere so te razlike in tudi smiselno pripravili rešitve, predloge v prenovljenem učnem načrtu za matematiko. Pri tem bi radi povedali in poudarili, da seveda vsebine, ki se v TIMSS-u preverjajo, niso imperativ za naš učni načrt. Čemu smo sledili v naši komisiji je predvsem to, da razvijamo naš slovenski matematični učni načrt, torej da delujemo, da je ta učni načrt razvojno naravnan, da odgovarja na izzive sodobnega sveta, da na nek način upošteva tudi izkušnje učencev, vse to, kar učenci danes v svojem življenju nekako opazujejo, vidijo, srečujejo, in prav v decimalnih številih smo kar veliko razmišljali res v učnem načrtu. V slovenski šoli se to dogaja v 6. razredu, seveda, torej formalno vpeljava, seveda pa učenci že veliko prej v svojem vsakdanjem življenju srečujejo različne zapise števil, med njimi tudi decimalna števila, predvsem, ko gre za zapise denarnih vrednosti. Zato je tudi torej, v prenovljenem učnem načrtu oblikovan predlog o nekoliko zgodnejši obravnavi. Tudi z učitelji smo o teh predlogih že nek način spregovorili in predstavili te svoje ideje. Lahko povemo, da so bili odzivi na predloge, ki so jih učitelji nekako v mesecu avgustu na študijskih srečanjih dobili v roke. Jasno, to so bili osnutki, ne dokončne rešitve, pa vendarle nas zelo veseli, da so bili odzivi spodbudni, tako da smo tudi na osnovi njihovih povratnih informacij tudi delo nadaljevali in torej v tem smislu, kot smo ga začrtali tudi, bomo, upam, pripeljali do zaključka. Tako da lahko bi rekli, da je vsebinska pokritost le en delček, ki lahko vpliva na rezultate, en delček. Gospa Japelj je tudi povedala, da če bi izločili tiste vsebine, ki jih v našem učnem načrtu torej umanjka, se bi rezultat pravzaprav dvignil le za 2 točki, kar torej kaže, da je seveda teh razlogov za uspeh oziroma za uspešnost res veliko oziroma so kompleksni. Drug vidik, ki bi ga želela izpostaviti, je morda povezan tudi z didaktiko pouka matematike. Mislim, da tu imamo kar nekaj izzivov, ki jih naslavljamo tudi v prenovljenih učnih načrtih skozi didaktična priporočila, ki so, lahko rečemo, pomembna novost ob tej prenovi, kjer bodo učitelji zares skozi, predstavljamo si, bogate zapise, bogate usmeritve, priporočila, primere, lahko tudi našli tiste rešitve, ki bodo seveda najbolj rezonirali s tistimi skupinami učencev oziroma interesi učencev, ki jih imajo v razredu. Namreč, ko smo pozorno spremljali predstavitev, smo videli, da pravzaprav naloge, ki so bile v TIMSS-u pri matematiki, so bile kar v velikem deležu postavljene v nek kontekst. Jaz sem tu zasledila podatek, da je bilo od 60 do 65 odstotkov nalog postavljenih v torej
v kontekst in so zahtevale te naloge višje taksonomske ravni, torej kognitivne ravni po Teamsu, uporabo in sklepanje. To se pravi, da je potrebno tudi razmišljati o tem, kako so učenci takšnih nalog vajeni pri pouku matematike. Namreč, ko gledamo rezultate po kognitivnih ravneh, pri poznavanju oziroma pri dejstvih nismo tako močno padli. Padli smo samo za 1 točko. Torej, tam smo ohranili to nekako raven, padli pa smo za 8 točk pri uporabi in kar za 15 točk pri sklepanju. Tako da tu imamo kar nekaj, bom rekla, priložnosti in rezerve še za rast. In vračam na didaktiko, na to, kar se vsakodnevno v razredu pri pouku matematike dogaja, kako učitelji, bom rekla, s kakšno strastjo poučujejo matematiko, torej kako razvijamo vse te, bom rekla, ta znanja, ki so pomembna za matematiko v smislu nižjih taksonomskih ravni poznavanja, rutinskih nalog, računanja in kako potem znamo tudi preiti na zahtevnejše naloge, problemske naloge, kontekstualne naloge in tu je verjetno še en izziv. Pa mogoče za začetek samo še 3. točka, ki bi jo izpostavila, seveda to, kar nekako nas že ves čas opozarjajo te raziskave, ne samo Teams, tudi PISA pokaže zelo podobno sliko z vidika motivacije za učenje matematike oziroma tudi delno naravoslovja. Tokrat torej ta kategorija naklonjenosti za učenje matematike. Zanimivo je, da je nekoliko padla ta samozavest, ki je bila v preteklih letih kar zaznana kot nadpovprečna, sedaj je povprečna, seveda pa naklonjenost pa pod povprečjem. Tudi tu naslavljamo ta vidik skozi prenovo učnih načrtov in sicer skozi tako imenovane skupne cilje. Eno od področij skupnih ciljev je tudi zdravje in dobrobit, ki naslavlja tudi ta vidik, kako se učim, kako vem, da sem se naučil, zakaj se sploh učim, skozi ta vidik samozavedanja in samouravnavanja. In to želimo pripeljati in smo pripeljali v učne načrte na raven ciljev pouka. Torej želimo zvezati cilje pouka matematike tudi s temi vidiki, ki so, kot se izkazuje, pravzaprav še vedno velik izziv. Toliko mogoče za začetek. Hvala lepa. In podobno vprašanje, temo naslavljam tudi na magister Andrejo Bačnik, ki je koordinatorka področne skupine za naravoslovje in matematiko na Zavodu za šolstvo in koordinatorka komisije za prenovo učnega načrta iz kemije. Izvolite. Lepo pozdravljeni, lepo pozdravljeni. Zdaj najprej morda za začetek naravoslovja še enkrat poudarimo, naravoslovje je heterogena skupina, cele vrste predmetov za razliko od matematike. To pomeni, če zdaj govorimo o PKK-jih, torej predmetno-kurikularnih skupinah, ki so v ozadju, nas je najmanj 9, če ne več po horizontali in vertikali osnovne šole. Ampak mogoče se vrnimo k tem vprašanju, kako in kaj, kar se prenove tiče in upoštevanja mednarodnih raziskav, seveda vedno jih temeljito spremljamo in upoštevamo po presoji ali, kot je državna sekretarka lepo rekla, v nacionalnem kontekstu. Predvsem seveda eno je vidik vsebina, tu smo toliko bolj pozorni na nacionalni kontekst, drugo pa so procesna znanja. Tle pa se bolj trudimo biti v trendu naravoslovnega izobraževanja tudi sicer. Zdaj, kar se tiče, mogoče sami izpostaviti nekatere vidike, ki jih naslavljamo, rezultate ste tako videli, mogoče začnemo pri tem zelo pomembnem vidiku, s katerim je kolegica Mojca končala, torej odnos do učenja ali pa učne motivacije in vse, kar zraven sodi. Z njim se kar močno ukvarjamo, že od leta 2015, ko sta Teams in PISA upozorila na to strahovito spremembo. Pri Teamsu je to bila velika sprememba. Spomnim se Barbare, kako je vedno spraševala pred tem, na primer, kaj počnemo
pri kemiji, da so tako dobro motivirani, potem pa naenkrat velik padec na vseh področjih. Skratka, tu moram tudi omeniti zraven en naš velik nacionalni projekt, ki je potekal od leta 2017 do 2022, torej z imenom Nama poti, s posebnim poudarkom na preučevanju naravoslovne in matematične pismenosti in tudi odnosa. Imamo vrsto postavk in reči, ki jih želimo zdaj seveda integrirati tako v dokumente, ki jih pripravljamo, od samega učenja načrta, didaktičnih priporočil, predvsem pa v smislu izobraževanja. Ker seveda dejavnikov, ki vpliva na to, je cela vrsta, cela vrsta, to se zelo zavedamo, imamo pa seveda vzvode tam, kjer mi delujemo, to je pa prav gotovo, izobraževanje učiteljev oziroma delovanje učiteljev in učiteljic v razredu, kajti na didaktičnih pristopih, smo prej slišali, tudi leži kar veliko možnosti, pa seveda celi vrsti drugih. Zdaj, kar se tiče vseh teh ugotovitev danes, lahko rečem, da je naš moto za naravoslovje po celi vertikali in horizontali bolj ali manj naravnan v to, kar sodobnim otrokom in mladostnikom manjka, to so izkušnje. Torej, naš moto je nazaj k izkušenj, več teh izkušenj, neposrednih, na nižjih stopnjah s poudarkom pouka na prostem, od vseh spoznavnih procesov, predvsem pa seveda v smislu sistematičnega vpeljevanja spoznavnih procesov in seveda postopkov raziskovanja skozi vertikalo in horizontalno izobraževanje. In tudi na tem področju so zdaj večji premiki sodelovanja med različnimi naravoslovnimi kurikularnimi komisijami. Seveda pa je komentar moram dati k tem eksperimentom, pa temu, kar smo videli, kolegica Japelj je lepo rekla, da več eksperimentiranja ne nujno pripelje do boljših rezultatov. Vedno se sprašujemo, kakšno je to eksperimentiranje, kaj je od zadaj. Vemo, da imamo celo vrsto oblik eksperimentalnih dela. Mi stavimo predvsem seveda na samostojno delo otrok z vsemi pomembnimi elementi in seveda zelo pomembnim elementom, ki je bil večkrat izpostavljen in imamo z njim pač očitno težave, to je sklepanje. Torej, želimo si tega več, predvsem pa bolj kvalitetno. Zato je pa tudi treba seveda ustrezno nekako načrtovati reči pri prenovi, da so lahko tudi seveda ustrezno časovno realizirane. Zato zelo prisluhnemo tudi mnenju kolegic in kolegov na terenu, kako je s tem. Kar se tiče mogoče še enega pomembnega elementa, pa s tem, kar končam, videli ste, da se tim zelo orientiral tudi na tako imenovano naravoslovno raziskovanje. Mi v slovenskem prostoru že vrsto leta po dr. Krnelu rečemo temu učenje z raziskovanjem, tudi v projektu. Nama poti smo se temu še dodatno posvetili in zelo stavimo na naše povezovanje v tem kontekstu. Če faze tega naravoslovnega raziskovanja razčlenimo, kot smo jih tudi v našem gradiku, drugem gradniku naravoslovni pismenosti, poudarjamo nekaj, kar morda do zdaj nismo toliko, da se da posamezne faze tega učenja, od postavljanja vprašanj, raziskovalnih vprašanj, na koncu do sklepanja vsega, kar je vmes, torej učiti tudi kot samostojne spretnosti ali veščine. Ne nujno vedno v celem kontekstu celotne raziskave, ki seveda v določenih danih okoliščinah lahko predstavlja velik izziv. Tako da na tem močno delamo, pa še bi bilo reči, ki bi jih izpostavila, verjamem pa, da bo tudi profesor Torkar še kaj povedal. Hvala. Hvala lepa. In kot našega pomembnega, ne bom rekla, zadnjega razpravljalca, ampak pomembnega razpravljalca vabim k besedi še profesor dr. Gregorja Torkarja, ki poučuje na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani na področju biološkega in okoljskega izobraževanja in je predstojnik UNESCO katedre za izobraževanje učiteljev za trajnostni razvoj. Prosim za vaš pogled in komentar. Hvala lepa za besedo, dober dan. Se me bo slišalo zdaj. Ja. Mogoče bi naredil en tak, malo sem si pripravil stvari, da ne bom bistvenih stvari pozabil. Veliko je bilo že povedano, tako da bom mogoče kakšno stvar tudi ponovil na hitro. Mogoče za uvod ta izkušnja pri pripravi samih nalog in ta pogled pravzaprav na samo metodologijo raziskave z mojega vidika bi morda vendarle opozoril, da bo potrebno še
naprej v nadaljevanju zdaj s temi rezultati, ko se enkrat razkrijejo v vseh državah, malo bolj podrobno pogledati, kaj v resnici ta digitalna oblika pomeni. Bila je do določene mere to tudi za nas izziv, ker to vendarle vpliva na razmislek, kako naloge oblikovati in kako oblikovati pravzaprav nalogo tudi v kontekstu oblike odgovora, ki jo pričakujemo od učencev. Samo toliko, da je ta stvar še morda preuranjena, da jo komentiramo. Vsekakor pa kolegi z Pedagoškega inštituta so do določene mere to preverjali in kot kažejo poročilo, naj to ne bi imelo večjega vpliva. Zdaj, drugemu delu bi se mogoče najprej navezal na nek povzetek teh naravoslovnih rezultatov. Zdaj po desetletjih vzpona nam je sledil en tak padec. Zdaj ta padec, se sprašujem, kakšni bodo naslovi v časopisih. Zdaj sem že malo pogledal, so že prvi, kar pomeni, naslov je, da smo nad povprečjem, kar je v redu naslov za stanje. Zdaj moja strokovna ocena ne more biti enoznačna. Veliko je dejavnikov, kot je bilo že večkrat povedano danes. Zdaj, če vzamemo vzporednico z boleznijo in predpostavimo, da je naravoslovni padec bolezen, potem se moramo vprašati, kaj so simptomi. Zdaj, zagotovo jih je veliko. Zdaj, kot veste, pri simptomih, ko poskušamo obravnavati bolezni, so simptomi lahko za različne bolezni enaki. Lahko izcedek iz nosu ali pa kašelj ti še ne pove, kdo je povzročitelj bolezni. Ampak vsekakor pa moramo pri teh simptomih, ki bi jih rad v nadaljevanju malo razčlenil, biti pozorni in jih podrobneje zdaj tudi naprej preučevati. Vsekakor je v tem pogledu pomembno to primerjati tudi z drugimi raziskavami in videti vzporednice. Omenjena je bila že PISA, omenjeni so bili že določeni rezultati TIMSS-a 2015, ki se ponavljajo, ta trend se ponavlja, kot je recimo pač padec na področju sklepanja, kar je zame kar alarmanten podatek. Ampak tisto ključno vprašanje zame je, a je ta bolezen bo minila ali je kronična bolezen. In tukaj je zdaj tisto bistveno vprašanje za nas za naprej, ko premišljujemo o ukrepih, o katerih je bilo že nekaj povedanega. In zato bi se jaz osredinil na te ukrepe predvsem in jih komentiral v luči teh rezultatov. In jaz vidim tukaj dve področji, kjer moramo narediti en tak resnejši premislek. En je zagotovo šolska politika in praksa. Drugo tako večje področje je pa seveda tudi za mene še zahtevnejše in dolgoročnejše. To je pa širše sodelovanje in družbeni konsens o tem, kakšen je položaj šolstva v družbi in kakšen je položaj znanja v družbi. Kar tudi te rezultati še bolj jasno prikazujejo, če pogledamo trende recimo v azijskih državah in evropskih državah. Zdaj, če se najprej osredotočam na šolsko politiko in prakso, mogoče nekaj iztočnic za premislek za naprej. Eno področje je bilo že kar obdelano, zdaj to je skladnost vsebin in ciljev naših učnih načrtov, vsebinami, ki jih preverja TIMSS. In seveda tukaj ni kar nujno treba temu slediti. Opozorjeno je bilo na ta kontekst, ki je lahko tudi nacionalni, ampak določene spremembe zagotovo so možne, korekture tudi na področju naravoslovja, tako kot je bilo omenjeno že pri matematiki. Še bolj jih pa vidim mogoče na področju didaktično-metodičnih priporočil in strategij. Tukaj vidimo eno težavo, predvsem v tem kontekstu že omenjenega sklepanja, kjer je padec zelo očiten. In na tem področju bi morda vendarle ta razpravo, ki je že magister Bačnikova odprla, nadaljeval, morda tudi v smislu, da vendarle moramo resno vzeti to vprašanje eksperimentalnega dela, praktičnega dela, tudi z enega drugega zornega kota. Mi imamo zelo veliko, tudi v učnih načrtih za naravoslovje in tehniko in spoznavanje okolja, je enak trend kot pri više postavljenih predmetih z področja naravoslovja. Ta poudarek na razvijanju naravoslovnih postopkov, spretnosti, morda pa tukaj tudi iz rezultatov je to razvidno, mogoče pa malo premalo
pozornosti pa časa namenjamo tudi razvoju konceptov, ki jih te konkretni eksperimenti razvijajo. Se pravi, ta čas pomemben za to, da se neko dejavnost praktična ali eksperiment ali kakršnokoli učenje z raziskovanjem, kot je bilo izpostavljeno, dejansko usede, razpravlja o njem, premišljuje, kaj smo zdaj pravzaprav ugotovili iz tega, se bojim, da velikokrat za to zmanjka časa ali bom lahko tudi rekel in splunil v svojo lastno skledo kot pedagog na univerzi, premalo temu dajemo morda poudarka že tam, pa morda premalo tudi učitelji v praksi. Tukaj se moramo vprašati, kaj lahko naredimo na področju recimo izobraževanja tudi učiteljev in permanentnega izobraževanja, da bi ta delček popravili. Se pravi, ta povezava, ker tudi drugi kurikulumi, ki so precej bolj uspešni, zdaj države, recimo Anglija, daje podoben trend učenju, raziskovanju, velik poudarek, vendar doseže veliko večje oziroma boljše rezultate. Tako da tukaj je eno področje, ki ga je treba malo raziskati, so še druge priložnosti, kot je recimo izvedbeni kurikul učiteljev, kar se je tukaj pokazalo, spremljanje same kakovosti učnih gradiv, socioekonomski status zagotovo, in še kaj bi se našlo. Ampak zdaj tisti drugi del mene bolj zanima, ker se mi zdi dolgoročno tudi zelo kritičen. To je pa seveda povezano s tem, kako gledamo na šolstvo oziroma znanje v družbi. Tukaj bi izpostavil samo dve točki. Eno je, ker vidim to povezavo z veseljem do učenja naravoslovja, ker smo mi precej pod povprečjem. Povprečje je nekje na 52%, mi smo pa na 36%, ki ima v, pozor, 4. razredu veselje do naravoslovja. Jaz razumem, da pol pri najstnikih to pade, ker je to trend. Ampak da je že tako zgodaj, tako nizko, je pa nekaj se moramo vprašati, kaj lahko na tem področju naredimo. In ta trend je viden tudi iz drugih raziskav PISA 2015, da smo v tem pogledu, pri tej notranji motivaciji, očitno v Sloveniji precej nizko. Sej so tudi druge države, naprimer Singapur je precej nizko v tem pogledu, ampak imajo čisto drugačne rezultate, bi na to opozoril. Drug vidik, ki bi ga izpostavil, je pa seveda ta doseganje tega, ki je povezano s tem sklepanjem, seveda doseganje teh najvišjih menikov znanja, kjer smo tudi kar padli za 3% pri zadnje raziskave in smo zdaj seveda malenko še nad povprečjem, to se pravi 8% takih učencev, četrtošolcev, se pravi, da znajo komunicirati naravoslovno znanje, da znajo opraviti različne raziskovalne postopke. Zdaj tukaj se pa kaže to, kar sem prej omenil, ta razkorak med Evropo pa Azijo. Azijske države vse presegajo 30%, Singapur, ki sem ga že nekajkrat omenil, 49% otrok. In tukaj je res ogromen razkorak in se moramo vprašati, kakšna je pravzaprav vrednost same znanosti, tehnologije v družbi, kjer lahko usporednico najdemo tudi v določenih poročilih Eurobarometra za odrasle, kako odrasli gledajo na znanost in tehnologijo in na usposobljenost mladih, njihovih otrok na tem področju. Tako da to so ene stvari, ki odpirajo precej vprašanj širših, ki nekatere odgovore morda lahko potegnemo tudi še iz nadaljnjih raziskav s TIMSS, ampak tudi nasplošno na tem področju znanja, ker ti tako splošna ocena morda preuranjena, ampak zato, da lahko tudi vsi skupaj malo o tem premišljujemo, postajamo po mojem prepričanju precej dionizična, dekadentna družba, kjer je cilj bolj izbira pot, kot pa obratno. In morebitne bližnjice, kot so zlorabe umetne inteligence v šolstvu in kaj podobnega, lahko v takih primerih še bolj pridejo do izraza. Toliko morda. Hvala. Najlepša hvala, dr. Torkar. Nekoliko kasneje smo začeli, zato bi zdaj jaz kar ponudila prostor za vprašanje iz občinstva, tako da upam, da imate kaj pripravljeno. Bi kdo želel vprašati? Tukaj le imamo pa mikrofone, da lahko z normalnim glasom se oglasite.
prosim, predstavite se in na koga naslavljate. Sem Natalija Vrečer, sem pač profesorica angleščine s književnostjo, magistra kulturne antropologije, etnologinja, tudi to diplomsko in doktorica socialne antropologije. Bi povedala, da imam te pedagoških izkušenj kar nekaj let. V bistvu se nisem mislila oglasiti, ampak ste me nekako izzvali s to dionizično komponento, ki je pri mladih pogosto prisotna, ker od mladih je težko neko zrelost 40, 50 ali pa včasih tudi 30-letnikov pričakovati, ne? Če se vprašamo, zakaj toliko mladih poskusi vendarle tisti prvi ali pa 10 ali pa, ne vem, 100 cigaret, ne? Zakaj so tako dionizični, ne? In se to dogaja že desetletja, ampak mislim, da je tu en problem, ki ga je moja kolegica, mislim, z anglistike Mojca Hočevar, ki je nekako profesorica, sicer brez doktorata na univerzi na Primorskem in sprejemnih izpitov na anglistiko, ampak vseeno, no, je povedala, da so pravzaprav, ona je katolikinja, ki nam je razložila, da so preizkušnje in skušnjave, ne. Verjetno je to, če ti kdo ponudi cigaret, lahko skušnjava kot adolescent, recimo jaz ne kadim, ampak tu sem se zavzemala, da srednješolci bi imeli več, ko sem bila na ACS-ju, več teh osveščanj o tem, da ne bi kadili, ker v osnovni šoli je bilo to krasno takrat, ne vem kako je zdaj, da so jih osveščali, da ne bi kadili otroci, v srednji šoli pa ne, ker je največ kadilcev, tako ne vem, če sem s tem takrat uspela, nimam teh rezultatov, ker jaz sem bila le v izobraževanju odraslih, kot da sem samo to povedala, v bistvu gre za islamizacijo Slovenije, jaz sem recimo izključena iz izobraževanja, kljub, mislim, iz zaposlovanja, kljub temu, da sem hotela tudi svoj izobraževalni inštitut ustanoviti, še predno sem imela dolg, zdaj ga ne morem več, ker imaš dolg, ti pač ne dovolijo, so mi zavračali vloge, zavračajo prošnje, dajo jih celo tistim, ki nimajo magisterijev diplom. Ja, sem hočem povedati, da tu pa gre mogoče za preizkušnje, ne? To, kar je moja ta kolegica katolikinja, ki je v enih širila informacije in je mene poklicala na celo telefon, da je bila na nalogi širiti laži o meni. Sicer se mi ni opravičiti hotela, ampak da se ne čuti krivo katoliški nalogi, ne, o naši družini, kjer smo posledično ob denar, ob srečo, ob kakovo življenje. Hoče sam povedati, da islamizacija pomeni, da profesor, ki predava na fakulteti, ima pravico do znanj žensk in zahteva, ne vem, tudi če šeriatsko pravo predava, mislim, da bi mogel tukaj veljati določene ustavne, pač tele ustavne kategorije, tudi za take nagrajene profesore, milijonsko obdarjene z večjimi plačami mesečno. Ne, hvala. Zato mislim, da pač pod pravne države proti tem preizkušnjam na nek način, to je ta neživa narava, varuje Slovenijo v neki svobodi, kot je ta stranka, ki je tukaj glavna v Sloveniji. Jaz seveda nisem v stranki, ne bom kar končala, hvala, ne dovolim si vzeti besede. Zato mislim, da moramo varovati po pravnih pravilih tudi v šolah tole varnost četrtletnikov, ki so mogli na različne računalnike odgovarjati malo preveč podrobne informacije o domačih pogojih in tega sicer tukaj iz nekega srečnega, nagrajenega otroškega življenja v šoli, ampak če bi mogla pa takole biti diskriminirana, kot bojo nekateri, zaradi tega je pa res sreča, da sem hodila v šolo v socializmu. Bomo nadaljevali z naslednjimi vprašanji. Hvala lepa za enkrat. Hvala lepa. Moje ime je Tatjana Hovnik, sem z Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in učim didaktiko matematike. Jaz bi samo mogoče kakšen odziv, a ne ta prvi, jaz sem se zdaj seznanila s temi rezultati. Seveda in sem si nekaj stvari, ko sem poslušala prvi vtisi, pa tudi neka svoja razmišljanja mogoče podala. In sicer jaz mislim, a ne, povedala bi tudi, da sem v prenovi za področje matematike, kjer smo še kar daleč, in bi rekla še naslednje, da
Mogoče začnem s tem, da bi lahko kljub vsemu bili nekoliko bolj ambiciozni pri zastavi torej učnega načrta. Mislim, da to, kar je rekla dr. Japelj Pavičič, pravzaprav na koncu je zelo povedno. In sicer, če bi zdaj šli v naše prve razrede pogledati, kaj učenci obravnavajo število do 6 v decembru, ob tem, da pač poznajo veliko, imajo že predznanj. Skratka, en problem, ki ga jaz tudi vidim v našem delu ali pa pri delu učiteljev, so učbeniška gradiva, ki jih mogoče nismo izpostavili, pa bi jih morali, ker pravzaprav tudi ta naslednji vidik, ta poučevalna vloga učitelja, se pravi, če mi danes gledamo, se to znanje ali pa pridobivanje znanja obravnava na način, ki je mogoče preveč trivialno konstruktivističen. Otrok vse zmore sam raziskuje, postavlja vprašanja. Bistvo je tudi, kaj pozna oziroma kaj mu ponudi učitelj, a ne kako z njim oblikuje znanje. In jaz mislim, to, kar je rekel tudi kolega Torkar, predvsem se strinjam s tem, a ne, kakšno je naše stališče do znanja, ki ga hočemo imeti od naših učencev. Se pravi, in mogoče še tole, a ne, da te sloganje, tudi še nekaj bi rada poudarila, kako se naši učenci vedejo v razredu, kakšna je avtoriteta učitelja v razredu, zakaj jim ta upada. Upada jim tudi zato, ker so v naši družbi precej prisotni slogani, delo v skupinah, vse sami, konkretno, lepo vas prosim, če konkretno ni usmišljeno, z nekimi pravimi koncepti, to prav nič ne pomaga. In starši imajo precej dela doma prav zato, ker se ta lepo naredi dostikrat v šoli. S tem, da nisem pozabila na učence, ki jim pri matematiki ne gre, ki imajo težave. Jaz se zavedam obeh plati, ampak mislim, da tudi ta del, s katerim se soočajo danes učitelji, predvsem povezano z njihovo vlogo. Se pravi, jaz sem si zdaj dovolila en komentar, svoje lastno razmišljanje, še kaj bi ob priložnosti povedala, pa tudi še bom, mogoče še to zadnja stvar. Ugotavlja, da matematika jim je mogoče premalo zanimiva. Tudi zato, ker imajo premalo izzivov. Ne mislim, da zato, ker jim je pretežko, ampak imajo premalo izzivov. Učenci, če pogledate na šole ali pa pogledate gradiva, mi se zelo lepo zavzamemo za učence, ki imajo težave in smo v tem sigurno lahko pohvaljeni. Ampak mi moramo seveda ponuditi izzive učencem. In v učnem načrtu moramo za to poskrbeti. Nima tega občutka, da bi želeli dvigati nivo že v prvem. Toliko. Hvala. Hvala. Razumem, da je to bil predvsem komentar. Bi mogoče gospa Suban dala še svoj pogled. Hvala. Ja, najlepša hvala za ta razmislek. Mogoče tu dodam samo to, da pravzaprav ti rezultati TIMSS-a, ki kažejo, da mi na najvišjih ravneh znanja dosegamo s 5%, pravzaprav nas mora spodbuditi k razmisleku, kako pri pouku matematike na nek način odgovoriti na vse te raznolikosti, ki so v razredu. Torej, tisti, ki zmorejo več, ki so učno zmožnejši, na kak način ne zgolj za tem rešiš en kupček ali pa počakaj. Mislim, da imamo znotraj raziskave tudi en zelo zanimiv podatek, koliko časa čakaš, da pravzaprav ostali nalogo zaključijo ali te dohitijo. In ta podatek je tudi zelo zanimiv. Se pravi, mi v neki fazi imamo nekaj učencev, ki so v prostem teku, ki bi lahko takrat pravzaprav reševali njim primerne izzive in jih na ta način, na nek način, bom rekla, potisnili čim više glede na njihove zmožnosti. Tako da skozi učni načrt pa poskušamo nekako zapisati cilje in standarde znanja na način, da bo ta odprtost, predvsem pri ciljih, na način, da se učni načrt navzgor ne bo zapiral, ampak da bo imel učitelj možnost. Torej tudi za tiste učence, ki zmorejo več, skozi učni načrt pripraviti izzive, dejavnosti pravzaprav za vse skupine. Hvala lepa. Je še kako vprašanje iz občinstva?
Bom jaz pa odprla drugi krog, potem zdaj z neko novo dimenzijo, temo. In sicer bi začela z državno sekretarko. Kako vidimo sedanji razvoj šolskega sistema v luči vseh raziskav, malo bolj na široko, mogoče na zgodovinskih podlagah, pa mogoče s posebnim poudarkom, to dimenzijo sem mislila, vlogo staršev, kar vabim tudi ostale paneliste, če bi imeli na to temo kakšen komentar. Hvala za kar precej kompleksno vprašanje. Pa bom začela daleč. Čez 2 dni bomo praznovali 240 let, odkar je Marija Terezija sprejela odlok, s katerim je postalo osnovno izobraževanje za vse otroke obvezno. In lahko rečemo, kakšen razvoj je bil narejen v teh 2 stoletjih in skoraj pol. Ko spremljamo te zgodovinska dejstva, lahko ugotovimo, da je šel razvoj po različnih poteh. Njen koncept pa je bil pomemben še, bom rekla, da ga omenjamo tudi danes. Verjela je, da je znanje tisto, kar nam bo prineslo blaginjo, kakovostno življenje, dobrobit, in v to verjamemo še danes. Seveda je današnji tempo življenja precej hitrejši, to bi si lahko kdorkoli dovolil toliko let. Vsi pričakujejo hitre odzive, kratkoročne ukrepe, dolgoročne ukrepe. V luči tega pa se moramo tudi vprašati, kakšna pa je sploh kapaciteta naših učiteljev in tudi učencev. In tukaj velja pomemben razmislek tudi v kurikularni prenovi in zato zelo cenim delo vseh vključenih in zahtevne debate, razmisleki in pomembne odločitve tudi za prihodnost. Kaj je tisto, kar v tem trenutku naglasiti, v tem ravnovesju, da bo dopuščalo dovolj avtonomije, da bo učitelj lahko naslovil otroke z različnimi sposobnostmi, značilnostmi, interesi, pa seveda, da bo nekako to tudi v sistemu imelo neke okvire. Se pravi, iščemo ravnovesje med regulacijo in avtonomijo, med poučevanjem, socialno-čustveno podporo učencem, vodenjem oddelka. Skratka, kompleksnost učiteljevega dela je izredno velika, zato je pomemben ta razmislek, kar je nam tudi raziskava pokazala, da je to res izredno veliko parametrov, dejavnikov vpliva in v tem iščemo optimum za posameznega otroka v posameznem dnevu, času njegovega življenja, razvoja in razvijanja njegovih potencialov. Zato se mi zdi tukaj pomembno, da se pogovarjamo, da gojimo dialog, da se slišimo, da prepoznamo, da imamo različne skupine učencev, imamo tudi učitelje, ki poučujejo na različne načine, ampak kako na sistemski ravni določiti tisto, kar pa je res temelj za vse in še vedno hkrati omogočiti učitelju pedagoško avtonomijo in v nekem meri svobodo, pri tem pa seveda vztrajati na kakovostni pedagoški praksi za zdravega v vseh ozirih otroka, ki bo navdušen, ki bo ustvarjalen, ki se bo rad učil, ki bo pozitivno miselno naravnan. Tukaj pa je tudi od vsakega od nas, ki smo vsak dan v stiku z mlado generacijo ali pa z drugim, zelo pomembno, da smo tudi sami tako naravnani in to je pač tudi stvar odločitve vsakega posameznika. Mogoče sem res malo zašla, ampak je pomembno. Starši. Ja, starši so seveda pomembni, danes želijo biti ozaveščeni, informirani, vključeni, želijo nam zaupati, pa hkrati tudi podvomijo. Otrok je njihovo največje bogastvo in jih zanima. In tukaj je prav, da tudi starši gojimo dialog, da v bistvu to pedagoško izkušnjo in ta pogled, ki ga ima učitelj na otroka, izmenja s staršem. Jaz velikokrat rečem, da zakaj se starš obrne na učitelja, to ni, ne smemo tega vzeti kot oseben napad, ampak je učitelj prepoznan kot pomembna oseba, avtoriteta z znanjem in lahko staršu ponudi tudi določeno razmislek, informacijo povratno, mogoče usmeritev in v tej oziru lahko gradimo skupno
polje delovanja spet v dobrobit otroka. Tukaj so bili zelo zanimivi podatki o tem, kako polovica staršev izredno veliko pozornosti namenja učencev svojim otrokom in, da ne rečemo, dograjuje šolski sistem. Spet imamo premalo podatkov o teh učencih, o starših, pa spet ne bi smeli tukaj posploševati. Tako da vesela sem, da imamo pač na ministrstvu uredno dialog z Združenjem aktivov svetov staršev, da imamo kakovosten dialog in da se slišimo ne samo s starši, tudi z drugimi deležniki, ampak jih upoštevamo kot resne in pomembne sogovornike, ker imajo tudi drug pogled na otroka, hkrati pa so tudi zaradi vseh družbenih dogajanj v stiski in tudi tukaj je šola tista, ki je vsak dan odprta, ki nič ne prelaga in lahko in tukaj pomagamo. Tako da vidim kot pomembne partnerje, pa vendar ohranjamo to profesionalno držo. Hvala. Hvala lepa. Profesor Torkar, izvolite. Ja, nisem se najprej mislil oglasiti, ampak se bom v zvezi s to relacijo šola-starši. Vsi smo v več vlogah, tudi sam imam 10-letnico doma. Jaz bi se še enkrat vrnil na to vprašanje, s katerim sem, oziroma to trditev, s katero sem zaključil, to je, da cilj bolj izbira danes kot pot. In se mi zdi, da je to kar velika težava v tem, v razumevanju, kaj pomeni danes ocena in kako to dojemajo otroci in to dojemanje ocene in ta poplava petk bi pričakoval, da bi potem se to odražalo seveda tudi na rezultatih Teamsa, pa se ne, je obraten trend. In tukaj bo res treba začeti, ko govorimo o tej tvorni komunikaciji z starši in nasploh z družbo, začeti nekoliko drugače na te stvari gledati. Da pač jaz nisem starš, ki bi pričakoval od svojega otroka, da je vse 5, ampak se otrok v 4. razredu trudi in čuti to kot osebni poraz, ko govorimo o zdravju in dobrem počutju, osebni poraz, če je to 4. Zdaj se moramo vprašati, kaj v bistvu pričakujemo od svojih otrok in kaj je zaželjeno v družbi in kako tudi komuniciramo ocene starši in kakšne kompetentnosti ima učitelj, da odloči in to skomunicira z učenci in njihovimi starši, kaj pomeni ocena. Mislim, to je samo en vidik, ki se mi pa zdi, da presega zgolj samo vprašanje ocenjevanja, ampak vprašanje tudi dobrobiti naših otrok. Kaj je pot in kaj je tukaj cilj. Opozoril bi na en podatek za PISO iz leta 2015, na katerem morda bi morali več razpravljati. To je ta instrumentalna motivacija, ki je pri nas izrazito visoka. Jaz se učim naravoslovne predmete izključno zato, da se bom vpisal na željen študij in opravljal poklic. Mene to ne zanima, ampak jaz hočem ta rezultat, ta cilj. In tukaj se odpirajo potem vprašanja, lahko razmišljamo, zakaj tako pomanjkanje veselja do naravoslovja ali pa matematike, ker so vprašanja, tiste vrednostni koncepti so drugi, tako družbeni kot verjetno vsakem posamezniku, ki v tej družbi živi. Tako da tukaj se mora začeti ena taka tvorna razprava, ker jaz ne vidim potrebe, da bi se otroci pred 10 letih morali toliko ukvarjati s tem, ali bo dobil 5 ali 4, ampak morda bolj uživati, da gre v šolo z nekim veseljem in da tam spoznava neke smiselne naloge, izzive za primerne njegovi starosti. Hvala. Hvala. Ves čas je odprto, da če kdo ponudi kakšen vidik razprave. Jaz bi pa naslovila podobno dimenzijo na sodelavki Zavoda za šolstvo, ampak mogoče potegnila most. Začela sem s to dimenzijo vloge staršev, dr. Torkar je s širšo družbo
kontekst postavil. Se pravi, ko govorimo o učencih, ki so nekoliko bolj uspešni, manj uspešni, kot rečeno, videli smo rezultate, da če se starši z njimi bolj ukvarjajo doma oziroma in celo pomagajo in razlagajo snov, rezultati niso nujno boljši. Seveda tukaj v ozadju lahko razumemo, je vsaj del obratne kauzalnosti, kot rečemo, ne? Nekateri starši razumejo oziroma se trudijo pomagati otrokom, ker razumejo, da potrebujejo to pomoč. Bi pa vprašala v tem smislu, ali je se pravi tisto, kar starši oziroma družinsko okolje doma kljub samo šolskega dela opravi, recimo se pogovarjajo z otroki doma o vsebini, osnovi, jim omogočajo različne spoznanja, jih peljejo na različne dogodke ali razstave in podobno. In ne nazadnje, zato ker recimo naslavljamo tudi naravoslovje, eksperimentirajo na nek način, ne nujno pošolsko, lahko to seveda ima učinek tudi na to, kako so učenci uspešni v šoli. Zdaj, vprašanje tega stičišča med tem, kaj pa šola naredi, zato da res naredi svoje delo, ne glede na to, ali celo tudi prilagojeno na to, kaj lahko družinsko okolje pri tem pomaga, lahko vidimo neko dimenzijo, se pravi presečišče, kako zasnovati delo v šoli, ne nujno samo pri naravoslovnih predmetih, tudi pri matematiki in govorimo tudi pri mnogih drugih predmetih. Recimo na misel mi pride angleščina, kjer tudi čez rezultate nacionalnega preverjanja znanja vidimo neko bimodalnost, temu rečemo. Kako lahko šolsko delo pri naravoslovju, če naslovim najprej gospod Bačnik, to uravnoteži, premosti, sestavi. Izvolite. Najkrajši odgovor bi bil težko, ne? Ja. Ampak zdaj, vsaka reč, ne? Prav vsaka reč je večplastna, ne? Tudi to eksperimentiranje, ki je bilo danes večkrat omenjeno, absolutno ne podcenjujemo kolegic in kolegov na terenu, da stvari niso osmišljene, ne? Si pa želimo tu več in bolje delati. Pa če zdaj tu malo parafraziram, malo v hecu, malo ne, s profesor Torkarjem, ne, on je predstavnik žive narave, jaz pa ne žive narave. Ste videli rezultate? Ne? Ampak zdaj to zdaj hec. V resnici pa je tako, eksperimenti bioloških vsebin so seveda dolgotrajnejši, drugačne narave, kot so na primer kemijskih vsebin, se da v mikrodejavnostih. In ta večplastnost nas seveda zadeva pri vsaki od postav, ki smo jih danes slišali, in zato se bomo z veseljem malo poglabljali v sekundarne premisleke in raziskave in gledanja. Kar se pa tiče eksperimentalnega dela, bi rada povedala še to, to je naša naravoslovna, seveda temeljna didaktična metoda, ki pomeni nenazadnje eksperire, torej izkustvo, o čemer smo prej govorili, in tu pa res, cela vrsta raziskav, mednarodnih, nacionalnih, vedno poudarja eno, da so eksperimenti v direktni povezavi z motiviranostjo otrok ali vseh tistih, ki so udeleženi. Postavlja se pa vedno znova vprašanje, ali mi res eksperimentiramo toliko, kot slišimo, zdaj govorim izključno za naravoslovje, temu po naših podatkih ni tako. Daleč od tega. Zato bi bili radi tukaj zelo previdni in pravzaprav mogoče ugotovili dejansko stanje ali pa stvari premišljali v bodoče. In seveda vprašanje ne samo koliko, ampak tudi kako, kar ves čas danes govorimo vsem tistim. Pa da ne nadaljujem pretirano v to smer, bi samo še rada nekaj dodala. Kolegice, ki se ukvarjajo predvsem s prvim vzgojno-izobraževalnim obdobjem, javljajo, da so na terenu kolegice, učiteljice in učitelji večkrat sporočili, da se čutijo morda malo strokovno šibkejši na področju naravoslovja. Kar se seveda potem lahko odraža v marsičem tega, kar tukaj vidimo, zato tudi veliko stavimo na to prenovo, ker namreč po sprejetju učnih načrtov kot izhodiščnih dokumentov se bo celo leto namenjalo prav izobraževanju kolegic in kolegov in postopnemu uvajanju teh reči. In seveda, že prej sem povedala, da tokrat za primerjavo s prejšnjo prenovo veliko bolj medpredmetno, horizontalno in vertikalno sodelujemo, kar se tiče naravoslovja in tudi sicer. Seveda pa je cilj biti
še boljši in tako dalje. No, Mojca, oprosti. Ja. Mogoče jaz samo kontekstualiziram, kaj sem razmišljala v zvezi z matematiko, da bi naslovili nekako vzporedno vprašanje, ampak v zvezi s tem, seveda pri matematiki, mogoče temu ne rečemo eksperimentiranje, ampak vloga družinskega okolja se tudi v matematičnih dosežkih na nek način pozna. Videli smo, kako so padli dosežki recimo pri sklepanju. Iz drugih raziskav, sama poznam nekoliko bolj iz raziskave PISA, govorimo o konceptih, kot so razvojna miselnost, se pravi, da učenci razumejo, da inteligentnost ni fiksna zadeva, s katero se rodiš, da lahko napreduješ, da ne rečem sam inteligentnost, znanje in podobno. In potem govorimo tudi o ustvarjalnosti, o kateri vemo nekaj več iz zadnjih rezultatov raziskave PISA, da v naši učenci so z nizko samopodobo, mednarodno primerjalno, tudi njihovi učitelji in ravnatelji nekako razumejo oziroma razmišljajo, da to ni nekaj tako zelo pomembnega, če zelo parafraziram, v šolskem prostoru. Se pravi, v tem kontekstu se lahko družinsko okolje še toliko bolj pozna. Kako lahko recimo pri matematiki, če mogoče damo v ta prostor, to uravnotežimo med družinskim okoljem in šolskim prostorom? Ja, hvala tudi za to vprašanje, ki je, tako kot je rekla kolegica Andreja, izjemno težko, izjemno kompleksno, pa vendarle mogoče nekaj razmislekov, a ne? Torej, raziskave mednarodne vse nekako druga za drugo potrjujejo vpliv SES-a, če se tako izrazim, na dosežke učencev. Posebej sem pozorna vedno na to vprašanje, koliko knjig imate doma, in kako pomembna je tudi ta vloga, ki je ena od vlog družine, pa vendarle, kaj zdaj to pomeni za matematiko. Tu je spet seveda veliko vidikov, o katerih bi lahko govorili, ta izkušenjski svet otroka, poznavanje različnih, bom rekla, kontekstov, vračam se na te kontekste, tudi v luči tega, recimo, zelo preprost primer ilustriram, čisto plastično, da razumete, o čem gre. Recimo naloga, ki je vezana na kontekst gledališča. V nalogi, kjer se uporablja terminologija, ki je v gledališču, recimo parter in tako naprej. In če otrok tovrstnega konteksta nikoli ni bil zares deležen ali pa torej seveda šolska bom rekla, ekskurzija ali kaj podobnega, je lahko tu neka bojazen, da ne bo prišel do tiste točke, ko bo lahko izkazal svoje matematično znanje. Zdaj, seveda, tisto, kar se pa neposredno veže z tem, kakšna je vloga družine, staršev, je pa vloga domače naloge pri matematiki. Tu bi si želela, da mogoče ponovno odpremo, kaj je vloga domače naloge, koliko, kdaj, kako. Predvsem bi si želeli odmik od tega, da je domača naloga pri matematiki zgolj po sistemu reši še 5 istih kupčkov računov, zdaj se zelo plastično. Tu imamo še nekaj rezerve. Domača naloga je lahko večplastna, lahko je pravzaprav izhodišče za novo učno vsebino, lahko predstavlja neko motivacijo, tudi kot uvod v neko novo uro. Tako da tu te relacije bi lahko močno še o njih govorili. Bi pa se vrnila mogoče za hipec še v šolsko okolje. Mogoče se nismo še danes dotaknili tega vertikalnega povezovanja znotraj šole. Tudi tu se mi zdi, da imamo še neke rezerve. Velikokrat opažamo, da tiste šole, kjer načrtno skrbno gojijo to vertikalo, pa naj gre za naravoslovno vertikalo, naj gre za matematično vertikalo, jezikovno vertikalo, kakorkoli jo želite poimenovati, pa bom ostala pri naši matematični, torej kjer se nekako predmetni učitelji z razrednimi učitelji povezujejo in se pogovarjajo o tem, kje imamo izzive, kako nam gre, kako razumejo naši učenci določene matematične pojme, koncepte, kaj še lahko vsi prispevamo, kako lahko nadgradimo. In tu opažamo, da potem tudi z vidika, bom rekla, tega učenja s preiskovanjem, kot ga imenujemo pri matematiki, lahko je to na neki konkretni ravni, lahko je to v neki življenjski situaciji, potem lahko
hitreje napredujemo, hitreje pridemo res do tistih najbolj žlahtnih ravni znanja, a ne? Ko pravzaprav gre za problemsko znanje, uporabo znanja v novih situacijah in bom rekla, to povezovanje morda, a ne, ta mikroraven ali pa makroraven, kot pravijo, a ne, je še lahko en vidik, v katerem lahko vsi malo več razmišljamo in se trudimo zanj. Toliko mogoče. Hvala. Hvala lepa. Nekaj več o vlogi družine bo povedala še Barbara Japelj. Potem pa dam besedo. Adela? Da dodamo tukaj, danes smo prikazali samo majhen del podatkov, ki so zbrani v raziskavi. Tega se moramo vsi zavedati. Do vseh podatkov in odgovorov na vprašalnike in vse boste lahko dostopali skozi podatke, ki so objavljeni. Seveda bomo naredili še kupe novih analiz. Med njimi je eno pomembno področje, ki ga nismo danes izpostavili zelo kot prvo, je vloga družine v obdobju pred šolo otroka, ko vstopi v šolo. Starše smo vprašali, koliko pogosto so delali z otrokom določene aktivnosti, ki spodbujajo predšolsko znanje matematike, pripravljenost na bralno pismenost in podobno. Izkazalo se je izrazito, da je povezano to z večjim znanjem v 4. razredu. Bistveno je, da starši doma z otrokom, ko je majhen, delajo različne stvari, štejejo, govorijo, ritmične pesmice, uporabljajo besede za like, za telesa, naravoslovno raziskujejo, grejo v živalski vrt in take podobne stvari. Moramo se pa zelo močno zavedati, da so to vse dejavnosti, ki so povezane s socialno-ekonomskim statusom družine. In da prelagati avtomatsko na starše in na družino obveznost, da to nadomestijo, je mogoče majčkeno težko pade družinam, ki ne zmorejo. In vemo tudi iz preteklosti, ko smo naredili analizo pomoči staršev pri delu za šolo doma, smo imeli tudi objavo, enkrat na eno tiskovno konferenco se spomnim, kjer smo ugotovili, da največ pomagajo srednješolsko izobražene mame. To se pravi, starši, ki so že itak v stiski zaradi svoje izobrazbe, pomagajo otrokom in seveda ta pomoč pač ni enaka kot pomoč nekoga, ki je visoko naravoslovno razgledan in lahko otroku naredi doma poskus in nadomesti razlago v šoli. Torej, moramo se zavezati, če se tukaj pogovarjamo o strokovnih stvareh, da ima vsaka stvar svoj vidik. In jaz osebno bi si želela, da bi se vse stvari bolj nazaj premaknile v šolo in da bi bile manj odvisne od socialno-ekonomskega statusa doma. Pri čemer smo izrazito dobili te informacije iz leta 15 pri naravoslovju, kjer je vsako reševanje vsake naloge bilo izrazito povezano z socialno-ekonomskim statusom doma. Se pravi, otroci, ki so bili iz šibkejših okolij, so znali manj. In tukaj bi morda bi bilo fino, če bi lahko šola dosegla večjo odvisnost od znanja, kot jo trenutno ima in manjšo vpliv. Upam, da nisem šla komu narobe, ampak izrazito je treba to povedati. Ja, rabimo počasi zaključiti. Tamle imamo še 2 vprašanji oziroma komentarje. Ja, hvala lepa. Jaz bi se samo na kratko odzvala. Jaz pač o tem nimam zdaj pred sabo kakšne raziskave, pa starši, pa učenci, da bi lahko kaj več rekla, ampak želim pa na nekaj 2 stvari opozoriti tukaj. Zdi se mi, da je treba govoriti, da je, torej poudariti, da je učenje trdo delo. Torej, jaz mislim, da če bomo razmišljali, da bomo našo šolo ali pa poučevanje ali pa znanje razšili s kontekstualnimi nalogi, z raziskovanjem in tako naprej, se mi zdi, da bomo lahko naredili to samo v kombinaciji s tem, da bomo vedeli, da od učencev nekako, kot pravi Hattie v teh najnovejših raziskavah, moramo pričakovati tudi nek tak produktivni napor. Se pravi, tudi on deli poučevanje na direktno pa dialoško. Eno gre za reševanje problemov, za kontekstualne naloge, hkrati je pa zelo pomembno, kako posredujemo znanje. Ne narobe razumeti, da govorim o kakšnem behaviorizmu, ampak govorim o tem kontekstu posredovanja znanja, ker učitelj je tisti, za katerega se predpostavlja, da ve in je v poučevalni vlogi. Se pravi, in še nekaj, računati, da bo učenec vedno notranje motiviran, tudi ne gre.
Mi vemo, da če imaš na voljo eno ali pa drugo reč, trdo delo, ali pa se tudi odrasli raje morda prepustimo ugodju kot pa trdemu delu. Torej, rabimo tudi to spodbudo pričakovanja, dovolj visoka pričakovanja do naših učencev. In seveda, jaz se zelo strinjam z gospod državno sekretarko, nekaj take, kako bi rekla, ustrezne človeške odnose, o katerih bi se pa tudi lahko povprašali. Hvala lepa. Še vprašanje zadaj. Ja, sem pedagoška fakulteta matematik, sem po izobrazbi, nisem sicer didaktik, dosta srečujem kandidacije za bodoče učitelje. V bistvu bi me zanimalo, če lahko iz teh rezultatov, ko ste jih zdaj nabrali, pričakujete, da boste še kaj več povedali o teh stvarih, ko ste jih malo že namigali, eno je, da demografske spremembe vplivajo število priseljencev, morda na ta padec rezultatov, morda se to tudi v drugih skandinavskih državah tudi dogaja, To je en del vprašanja, drugi del vprašanja, nisem pa zasledil pravzaprav same, a ste spremljali tudi spremembo demografske strukture učiteljev, a se je zdaj zamenjala pri nas neka generacija učiteljev, ki so bili starejši, pa so se upokojili, pa so nadomeščeni z mlajšimi, ki so šolani v drugem sistemu. A se da to kako zmeriti, kako je to vplivalo na rezultate iz teh vaših rezultatov? Hvala za vprašanje. Bom dala besedo raziskovalki Barbari Japelj. Ja, hvala za vprašanje in za dobre ideje za bodoče analize. Nismo še vsega pogledali, Vemo, da so učitelji po izobrazbi približno enaka struktura kot je leta 15. Še vedno imamo del učiteljev, ki so iz predprejšnjega sistema, akademij. Seveda se pa ta delež v celotnem vzorcu učiteljev zmanjšuje. V resnici imamo sorazmerno dobro izobražene učitelje, veliko znanja in tako. Je pa res, da izstopamo po tem, da naši učitelji nimajo izrazite specializacije iz poučevanja matematike ali naravoslovja, kar v drugih državah opazujemo in je bilo vprašanje mednarodno. Mi smo se tukaj mazali ven, seveda, ker tega sistema nimamo. Nekoč je bilo tako, da so razredni učitelji lahko izbrali en izbirni predmet, se mi zdi, in so potem nekako bili gledani, kot da imajo specializacijo z nečesa. Mislim, da tega zdaj ni več, oziroma se pač niso mogli umestiti med te. Torej, to nam tukaj pri učiteljih manjka. Samo pomanjkanje učiteljev še nismo opazili, ker je bilo to pač leta, mislim, razredna stopnja nekako še vedno pokrita z potrebami. To, potem, kar se pa tiče drugih vplivov demografskih in vse ostalo, pa seveda bomo pogledali, zato smo tudi stratificirali pomečkano tudi po regijah, da bomo videli, kako se razlike poznajo, in gotovo bomo pa pogledali pomoč staršev glede na njihove demografske značilnosti. Mi vemo, da mi imamo podatke za vsakega starša, ki je povedal, koliko pomaga otrok, tudi kakšno izobrazbo ima in kakšen poklic ima, in bomo to lahko povezali. Seveda pa s tem ne moremo reševati problemov poučevanja v šoli. To je samo pojasnjevanje razlik med dosežki. In trenutno nam je bila prioriteta poiskati sistemske dejavnike, na katere lahko šolski sistem vpliva, ki lahko izboljšajo in so povezani z znanjem, da lahko tukaj naredimo preboje. Naslednja stvar je pa potem družbo osvestiti, ki lahko pomaga, ampak samo pomaga, ne pa nadomesti izobraževanja. Hvala lepa. Zaključujemo na današnjo razpravo, smo nekako izčrpali današnji čas. Vsem se najlepše zahvaljujem, vsekakor našemu panelu. Povem pa, da pričakujemo v enem letu rezultate naslednje raziskave, ki jo je naša kolegica z Pedagoškega inštituta omenila, Teams Longitudinal, torej upam, da se bomo še več naučili iz nje. V vmesnem času pa rezultate mednarodne raziskave TALIS, v kateri sodelujejo učitelji. Hvala lepa.